pričakovanju Kanglerjeve odločitve. Marca bodo ob Dravi začeli graditi protipoplavni nasip. Človek, ki je požrtvovalno reševal judovska življenja. V Maribor prihaja Lazio. Lepo pozdravljeni. Politična kriza v Mariboru se nadaljuje. Župan Franc Kangler je še vedno na dopustu, svoje odločitve še ni sporočil, za medije pa ni dosegljiv. Iz njegove koalicije je do zdaj stopila stranka Desus in predsednik mariborskega SLS-a. Medtem ko najmočnejši koalicijski partner, mariborski SDS, vztraja v koaliciji. Župan Kangler ima v mestnem svetu kljub dogajanju v mestu še vedno dovolj podpore. Župan je zelo pomemben, Mariborčani so ga na zadnjih volitvah izvolili torej z veliko večino in seveda ni inštrumenta, ki bi odstavil ali odpoklical župana. Zato je to njegova odločitev. Je pa Kangler že pred tedni dejal, da bo odstopil, če v koaliciji ne bo imel dovolj podpore. Temu za zdaj še ni odrekel najmočnejši koalicijski partner, mariborski SDS. O tem nameravajo razpravljati v njihovem izvršilnem odboru v prihodnjih 10 dneh. Da pa je čakanje nedopustno, pa opozarja skupina mariborskih intelektualcev, ki je ponovno pozvala župana k odstopu. To je popolnoma iracionalno vztrajanje pri ohranjanju ali županske ali druge, torej v tem primeru pozicije v mestnem svetu. Popolnoma iracionalno, ker je situacija tako napeta, da ne vem, kaj bi se še moralo zgoditi, da bi župan in mestni svet odstopili. V štajerski prestolnici pa tudi ni prave alternative za vodenje mesta. Do nedavnega Kanglerjev koalicijski partner Desus je predlagal široko koalicijo, vendar ta za zdaj ostaja samo predlog. Pred natanko 2 tednoma so 4 njihovi elektori še podprli Kanglerjevo kandidaturo za državni svet. Mi smo ocenili, da je boljši kandidat kot njegov nasprotnik in smo ga podprli. Ostali so bili pa, mislim, da še manj kompetentni. O vztrajanju na županskem položaju se je s Kanglerjem včeraj pogovarjal tudi predsednik vlade. Mislim, da bo tudi na podlagi tega dogovora tudi on v prihodnjih dneh sprejel razumno odločitev in da ni moje, da jo razlagam, niti mi je ni povedal. Mislim pa, da se to zgodi. Medtem pa so Mariborčani že napovedali novo, tako imenovano 4. mariborsko vstajo za konec prihodnjega tedna. Tokratni že 23. Mišičev vodarski dan, kjer se srečajo različni strokovnjaki in poznavalci voda, je letos minil v znamenju poplav, ki so Podravje prizadele pred mesecem. Kakih 200 udeležencev je tako razpravljalo predvsem o tem, kako izboljšati poplavno varnost na ravni države. Mesec dni po poplavah Mršičevi v Malečniku, ki jim je Drava v pičli uri poplavila dnevno sobo, kuhinjo, kopalnico in kurilnico, še zmeraj odpravljajo posledice. Posušili smo, koliko smo, sušimo, potem malo pleskamo. Nimamo kje biti, mislim, zgoraj imamo samo spalne prostore, nimamo kje kuhati. Pa delamo, pa odstopa, pa spet delamo. Pred 9 leti smo nekaj imeli, denar, pa ko smo bajto kupili, denar pa avto, zdaj pa nimam tega. Mršičeva si, tako kot sosedje, čim prej želita protipoplavni nasip. Mogoče, če bi čistili strugo Dravo, da bi bila poglobljena ali pa kaki nasip, ne vem. Jaz mislim, da bi to bilo potrebno. Nasip čim prej? Čim prej. Kaj takega se več ne sme zgoditi. Strokovnjaki za vode naj bi že v kratkem pridobili dovoljenje za gradnjo protipoplavnega nasipa ob Dravi. Če bo šlo vse po načrtih, se bo gradnja začela marca prihodnje leto. Jaz verjamem, da bo tudi zdaj, vsaj po informacijah strani ministrstva, ti postopki poskušali se pospešiti. Zanj bi potrebovali 16 milijonov evrov. Hkrati z nasipom naj bi dobili tudi učinkovitejši protipoplavni sistem. Smo se nekoliko odmaknili od učinkovitosti na tem področju. Mi imamo že znotraj samega upravljanja, se pravi na samem ministrstvu, tako imenovane mrtve hode, nekoordinirane aktivnosti in v prvi vrsti želimo to urediti. O nujnosti protipoplavnega nasipa ob Dravi se namreč govori že vse od zadnjih velikih poplav na območju Maribora. Bile so pred 14 leti.
Danes je Mednarodni dan prostovoljstva, ki opozarja na pomen prostovoljstva za razvoj družbe. V naši državi je bilo po zadnji študiji slovenske filantropije nekaj več kot 180 tisoč prostovoljcev. Mnogi med njimi so tudi ob nedavnih poplavah pokazali, da je pomoč prostovoljcev nepogrešljiva tudi pri naravnih katastrofah, ko ob fizičnem delu na terenu še s pogovorom ali kako drugače lajšajo stisko ljudi. Ob spremljanju poplav na širšem podravskem območju skoraj da ni bilo kraja, kjer prostovoljci ne bi pomagali. Med njimi sta bila tudi Blaž in njegov prijatelj. Ja, slišala smo, da ljudje potrebujejo pomoč, ne? To je tisto glavno. In jaz verjamem, da midva nismo edina, ne? Da je teh ljudi je dosti. Zdaj, edino, kaj bi rekel, da koliko je organizirano, ne vem. Midva smo šla sama od hiše do hiše, pa tudi organizirani smo. V zbirnem centru, kamor je prihajala pomoč z vseh koncev in krajev, je nesebično še z mnogimi drugimi prostovoljci zbirala in delila oblačilo, hrano in druge najnujnejše življenjske potrebščine, tudi Zorica Škofič. Kar preložite si noter, ne? Kaki namaz mogoče? Kar vzamete. Semiče sta si vzele, kruheca. Mislim, da se bo pravično razdelilo tistim, ki so pač pomoči potrebni. Ob gasilcih, vojsk in članih civilne zaščite je bila na terenu tudi Marina Toplak. Čeprav so ji, kot nam je zaupala, po 14 dneh nenehnega dela že nekoliko pojenjale moči, svojim poslanstvom ni odnehala. Srečali smo jo prav v času, ko je po hišah delila pomoč. Delam za dobrobit ljudi in poskušam pomagati, ker danes lahko pomagam, mogoče čez nekaj časa bom rabila sama pomoč. Vsi ti in še mnogi drugi so tako pokazali, da je treba duh prostovoljstva graditi še naprej in zlasti mlade vzgajati za solidarnost. Mariborska medicinska fakulteta praznuje 9 let delovanja. Jubilej so počastili slovesnostjo, na kateri so poudarili največje dosežke v preteklem študijskem letu in 37 novim diplomantom podelili diplome. Dan fakultete, ki ima to študijsko leto dobrih 600 študentov, so zadnjič praznovali na rektoratu, kjer gostujejo, saj naj bi že v maju zasedli novo stavbo medicinske fakultete na obrežju Drave. Medicinska fakulteta, ki je v dosedanjem obdobju dala že 137 diplomantov, je tudi 9. leto delovanja izpostavila ter nagradila posebne in izjemne dosežke študentov. Izredno sem presenečena, da sem dobila to priznanje dejansko Društva za zdravje srca in ožilja še drugo leto zapored. Verjemte, izredna čast, počaščena, res. S tem študijem pa v bistvu vsem učenjem, trudom, ne vem, mogoče gradimo na sebi kot osebnosti, ne vem, postala sem mogoče bolj vztrajna, pa še bolj vem, kaj si želim. Je priznanje tvojemu delu pa trudu, tako da vidiš, da se ne trudiš v zaman. Skrivnost, kolikšna je bila povprečna ocena? Nekaj čez 9, to pa ne govorimo okrog ravno tako. Na fakulteti, ki je kljub začetnim težavam in v neravno optimalnih prostorskih pogojih kazala zavidljiv nivo, pa izjemno cenijo tudi kakovost kadrovskega potencijala. Naši profesori so uspešni, jaz samo si želim in pričakujem, da bodo tako uspešni v teh novih pogojih dela, ki bodo odlični. Odlični laboratoriji bodo, odlična oprema bo, da bodo tudi uspešni pri pridobivanju evropskega denarja. Fakulteta naj bi namreč vsaj 40% denarja za delovanje pridobila z uspešno kandidaturo na evropskih projektih, kar jim bodo omogočili tudi novi in bolje opremljeni prostori, v katere naj bi se preselili konec aprila prihodnje leto. Masa plač v javnem sektorju naj bi se prihodnje leto znižala za 10%. Zaradi predvidenih novih rezov v njihove plače se je glavni odbor sindikata delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije preimenoval v stavkovni odbor. Takoj bodo začeli tudi priprave na stavko. Enako je že storil drugi del šolnikov, združen pod SVIZ. O drugem dogajanju doma pa v kratkem pregledu. Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb se je na zaprti seji seznanila s poročili pristojnih služb glede skrajnih skupin, ki so povzročile nasilne izgrede na nedavnih protestih. Policija je samo na protestih v Mariboru in Ljubljani prijela več 100 izgrednikov, nekateri od teh pa so bili del organiziranih skrajnih skupin. Vedno več pa je tudi namigovanj, da so bili nasilneži na ljubljanskih protestih plačani, a naročniki in plačniki niso znani. Ena od sledi pa naj bi vodila tudi v politiko.
Poslanci so začeli razpravo o proračunu za leto 2013 in 2014. Vlada namerava prihodnje leto znižati primanjkljaj pod 3% bruto domačega proizvoda, kot to od nas zahteva Evropska unija. Proračuna sta naravnana zelo varčevalno, posegla bosta v plače v javnem sektorju, pokojnine in socialne transferje. Zvišale se bodo tudi trošarine. Proračuna po mnenju koalicije primerno odgovarjata na zaostreni javnofinančni položaj. V opoziciji pa opozarjajo, da hitro varčevanje zelo ogroža okrevanje gospodarstva. Proračunoma se obeta podpora v državnem zboru. Pred ljubljansko filozofsko fakulteto se je danes zbralo okrog 400 študentov in zaposlenih, ki so protestirali proti varčevanju v visokem šolstvu. Dekan je pred množico prebral protestno izjavo zaposlenih in študentov, v kateri med drugim opozarjajo, da so varčevalni ukrepi kontraproduktivni na področju javnega šolstva. Od vlade zahtevajo, da zagotovi zadostno financiranje javnega visokega šolstva in da preneha prelivati javna sredstva v zasebne visokošolske ustanove na škodo javnih. Rektor Ljubljanske univerze pa je za jutri, ko bodo poslanci glasovali o proračunu, pozval k shodu pred državnim zborom. Začel se je najbolj vesel mesec v letu. V Mariboru letos sicer nekoliko drugače kot običajno, saj je bil zaradi protesta v ponedeljek na danes prestavljen prižig prazničnih luči na trgu Generala Maistra. Snovalci pisanega decembra, ki ponuja široko paleto prireditev, si zato želijo, da bi dogajanje res doseglo svoj namen – ustvariti pozitivno praznično razpoloženje. Tako se bodo na Trgu Svobode in na Grajskem trgu še do jutri razprostirale pisane stojnice z unikatnimi izdelki in slastnimi pridelki na Miklavževem sejmu. Mi promoviramo s tem ta manjša podjetja, te neprofitne organizacije, ki pač imajo neko vrednost. Ponujamo medenjake, medene pogače in aktualno seveda zdaj miklavže in parkle medene. Predstavljamo našo specialiteto, to je bučno olje in pa seveda razne dobrote z bučnim oljem. Čisto vse je moje ročno delo, od idrijske čipke do kvačkanja, štrikanja, iz tekstila izdelki. Pred Božičem bo v središču še en praznični sejem s podobno ponudbo. Poslastica za najmlajše bo tudi sobotni prihod Dedka Mraza s Pohorja in nato njegove povorke po mestu, pa lutkovne in druge predstave ves december. Vrhunec pisanega decembra bodo koncerti na trgu Leona Štuklja ob koncu leta. Začnemo 29. s koncertom skupine Flirt, nadaljujemo z velikim koncertom skupine Mi2. Nedeljo smo posvetili malo bolj umirjeni in pa drugačni glasbi za drugačno populacijo z gušti in pa z bilbi. Zaradi razmer letos na silvestrovanju ne bo slavnostnih napitnic. Nekih posebnih nagovorov ne bomo imeli, naj nas spremlja glasba. Kot glavna skupina je skupina Tabu, potem pa imamo še showband Klobuk, imamo Edvina Flisarja. Decembrske prireditve bodo letos stale približno 75.000 evrov, skoraj pol manj kot lani. Namesto ognjemeta bodo denar namenili poplavljencem, koliko pa bo ob tem stalo dodatno varovanje prireditev zaradi morebitnih izgredov oziroma nepredvidljivih okoliščin, pa ne morejo napovedati. Na našem regionalnem RTV centru pa smo danes sprejeli skupino otrok, ki so želeli videti, kako nastajajo programi in oddaje na televiziji Maribor, Radio Maribor in Radio Slovenija Internacional. Šolarji so se seznanili z radijsko in televizijsko tehniko, pa tudi samim načinom dela v medijih. Dobiš običajno kaj od Miklavža? Ne, sladkarije. Vsako leto drugo. Običajno gre za, ne vem, sladkarije, kot smo slišali, ali igrače, ali kakšne tehnične. Kosila tudi, pa take stvari. Kaj pa parkli? Običajno pridejo z Miklavžem, imajo pri tebi kaj dela? Ne. Torej si pridna? Ja. Mene že ni, imaš izkušnje z njimi. Kako si priden? Bolj ali manj. Po čem lahko to sklepamo? Zato, ker sem priden. Kdo to pravi? Mama. Tako kot Oskar Schindler, ki je med drugo svetovno vojno rešil številne Jude, jim je skušal pomagati tudi švedski diplomat Raoul Wallenberg. Slednji je rešil življenja mnogih madžarskih Judov. Ob letošnji 100. obletnici njegovega rojstva je na prvi gimnaziji o njem predaval izraelski predavatelj Elije Jozef.
Raoul Wallenberg je bil sin oficirja švedske vojske. Že od malega so ga učili, da so vsi ljudje, ne glede na narodnost ali veroizpoved, njegovi bratje in sestre. Ko se je v času nacistične vladavine začelo iztrebljanje Judov, se je mahoma odločil, da bodo Judje, namenjeni v taborišča, postali njegova družina. Začutil je njihovo bolečino. But he wasn't courageous because he was James Bond. He was courageous because he had passion. And his passion was a passion of compassion. In other words, his courage came from that tremendous caring that he had. Poleti leta 1944 je prispel v Budimpešto z vero v moč brezpogojne ljubezni, ki zmaguje nad zlom in sovraštvom. Ni se bal soočiti z nacističnim vodstvom, se sestati z Adolfom Eichmannom. Leta 1945 so ga zajeli sovjetski vojaki. Prav nihče se ga ni upal reševati. In a very short period of time, his greatness was not only what he did personally, but in those few months, how many people he inspired to save. Wallenberg je dal ljudem vedeti, da niso prepuščeni krutosti sveta. V svoji skoraj otroški naivnosti in empatiji je verjel v nemogoče, verjel je v čudeže. Človečnost je premagala razumskost. Raoul Wallenberg is that he brought back down humanity to the fact that humanity lives in his heart, by the fact that he can imagine the pain of one other person, and that he can feel that pain. He feels that he is blessed with the power to save. Many years later, we still know what happens to people when other people are indifferent. And therefore we still have the duty of relating his story in order to inspire people to get them out of that indifference. Zgodba tega človeka angela je dar. Hkrati pa sporoča, da holokausta ne gre dojemati le skozi prizmo statistike. Nogometaši Maribora bodo jutri odigrali zadnjo tekmo v Evropski ligi v tej sezoni. V Ljudskem vrtu se bodo pomerili z italijanskim Lacijem, vodilnim moštvom skupine J. To bo prva tekma v Evropski ligi, ki jo bodo vijoličasti odigrali povsem sproščeno, saj so zadnjo priložnost za napredovanje v naslednji del tekmovanja zapravili pri grškem Panathinaikosu. Maksimalno smo motivirani za to tekmo in seveda hočemo uživati in zmagati. In na koncu bomo igrali samo za naše navijače, ki so dokazuje to, da so najboljši v Sloveniji. Nekaj nogometašev Maribora se je danes družilo z navijači na trgu Leona Štuklja, kjer so si lahko družno ogledali pokal, ki ga bo prejel zmagovalec Evropske lige. Čeprav vijoličasti niso imeli večjih možnosti, da bi zaigrali v zaključnih obračunih, pa niso bili daleč od napredovanja v izločilno fazo Evropske lige. Normalno, da nam je žal, ampak življenje gre naprej in normalno, da četrtek bo težka tekma, ki vemo, da Lazio ima eno super ekipo, ampak v Mariboru ni nobena ekipa pisala 3 točke pred tekmo, tako bo tudi v četrtek. Če se bo uresničila želja makedonskega reprezentanta in bodo Mariborčani presenetili nogometaše Lacija, potem lahko napredujejo na 3. mesto v skupini. To pa še ni vse. Jasno je, da si z dobro predstavo večamo ugled, samozaupanje, želimo pokazati kvaliteto, ki jo imamo. Nasprotnik je izredno kvaliteten, to dokazuje skozi njihovo prvenstvo v italijanski ligi. Zelo pomembna tekma je tudi zaradi možnosti napredovanja oziroma zaradi teh koeficientov evropskih v naslednji sezoni. Ti količniki so še kako pomembni. Zaradi njih je lahko naslednjo sezono Maribor v 3. krogu kvalifikacij za Ligo prvakov med nosilci. To pa pomeni, da mu bo žreb namenil lažje premagljivega nasprotnika. Poglejmo še na tuje. V Evropski uniji je 5,5 milijona mladih, ki ne najdejo službe. To pomeni, da je vsak 5. mladi Evropejec med brezposelnimi. Podatki močno skrbijo tudi Evropsko komisijo, ki je predstavila paket ukrepov za spodbujanje zaposlovanja mladih. Evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je opozoril, da so stopnje brezposelnosti med mladimi v Evropi nesprejemljive in imajo dramatične posledice za gospodarstva in družbe posameznih držav. V Bruslju so predstavili globalno zavezništvo proti zlorabam otrok na spletu. V zavezništvo je zaenkrat vključenih 48 držav, med njimi vse članice Evropske unije in Združene države.
Sodelovanjem v zavezništvu se države zavezujejo k izvajanju preiskav o primerih zlorab na spletu ter identifikaciji in ukrepanju proti storilcem. Države morajo ukrepe sprejeti na nacionalni ravni, nato pa bodo morale o njih redno poročati. Po oceni Evropske komisije je na internetu trenutno že vsaj 1 milijon otroških pornografskih fotografij, letno pa jih dodajo okoli 50 000. Število žrtev divjanja tajfuna Bopa na Filipinih se je povzpelo na 300. Z odročnih območij medtem še vedno prejemajo poročila o žrtvah tajfuna, ki je otočje dosegel v torek, zato se bojijo, da bo skupno število umrlih še večje. Ameriška vesoljska agencija NASA je napovedala, da bo leta 2020 na Mars poslala nova raziskovalna robota, po letu 2030 pa načrtuje, da bo proti rdečemu planetu že poslala tudi prvo človeško misijo. Trenutno NASA upravlja oziroma ima v načrtu 7 misij na Marsu. Rover Priložnost je na Marsu že od leta 2004. 6. avgusta pa je v kraterju Gale pristal robot Radovednost, ki je pravi laboratorij na kolesih. V orbiti Marsa krožita še 2 sondi, ki preučujeta in merita planeti zraka, hkrati pa pomagata prenašati signale z obeh roverjev na površini planeta. Naslednje leto naj bi NASA v zgornjo atmosfero Marsa poslala še sondo Maven. Papež Benedikt XVI je v 24 urah, potem ko so v Vatikanu sporočili, da bo začel z 12. decembrom redno pošiljati sporočila prek spletnega družbenega omrežja Twitter, pridobil že več kot 540 000 sledilcev. Papež bo tvital v 8 jezikih, a daleč največ sledilcev bo očitno imel na svojem angleškem računu, na katerem se je v prvih 24 urah registriralo skoraj 380 000 sledilcev. Med bolj priljubljenimi bodo tudi španski in italijanski tviti. Francoski znanstveniki ugotavljajo, da se je število semenčic pri francoskih moških od leta 1989 do leta 2005 zmanjšalo za tretjino, poslabšala pa se je tudi kakovost sperme. Število spermijev je upadlo za okoli 1,9% na leto. Eden od avtorjev raziskave, sicer epidemiolog, ob tem pomirja, da imajo Francozi še vedno dovolj spermijev za oploditev. Poglejmo še vremensko napoved. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer bo na vzhodu občasno snežilo, tam bo zapihal tudi severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo okoli -4 stopinje, najvišje dnevne pa bodo podobne današnjim. V petek bo sprva delno jasno, popoldne pa se bo od zahoda pooblačilo. V noči na soboto se bodo padavine od zahoda širile nad vso državo, v soboto bo snežilo, po nižinah Primorske pa deževalo. Padavine bodo popoldne slabele. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem zmerna do močna burja. Hvala za pozornost in ne pozabite očistiti škornjev. Morda pride Miklavž tudi k vam. Mi pridemo ponovno jutri, do takrat pa nasvidenja.